3-4 dnevna plovba je za nama, prišla sva glih kar dol iz ladje, spet smo na Danskem. Tako da zdaj naj pa čaka cela Danska, spet čez Kopenhagen. Pa spet trajekt do Švedske. Spet trajekt, zoprni so s temi trajekti pa mostovi. Pa Štokholm. Štokholm! Pa črtamo še eno državo dol iz zemljevida. Švedska! In še zdaj nisva namontirala tablice, ker nama pod roko še zdaj ni pržil noben križen šraufenciger. Nauk za bodočnost. Rabva šraufenciger na naslednjem tripu. Da nava s temi šraufi spraskah, po mojem najboljš da duct tape malo kombiniraš. Fajn si to naredil, res. Dobro, zdaj pa še takole čez. Art. Mislim, duct tape, fantje, to pa morate me zmeri s sabo. Hlače se ti strgajo, jih zašijaš. Tablico Jih zašijaš. Evo. Ko so? Ajde, policaj, ostavite nas zdaj. Celo smo šla v eno mesto, v center, tako da je kar lepo urejen, negovan. Zelo urejen, pa definitivno prevladuje tale opečnata arhitektura. Drugače pa v bistvu prav tako, kakor sem si predstavljal Dansko. Pošlihtan, angleška travca, pa čist naju se zul to, da je vse zelen, da so listi še gor. Da so drevesa sploh v takih količinah. Tele kupva pa zdaj karto za trajekt. Hello! Hi! We're going to Sweden. Lej, gospa Danka je bila Danka kot nacionalnost je bila zelo prijazna gospa in je rekla, da mi zaračunajo 15 € za service fee, če mi ona bukira, tako da bomo online zdaj naredili rezervacijo le tega in pol bo cenej. Just for, you have to show me because we can't. Yeah. Coronavirus. Yes. Lane 14. Lane 14. Thank you very much. Enjoy your journey. Makinli tamle montira, pridanje. Montiram, zdaj delam thumbnail za video, ki ga moram jutri uploadati, se pravi za vlog številka 2. V bistvu izkoristimo vsak šteker, ki je, da se preklop računalnik on the go. On the go. Po 3 urah pa pol smo prišli do Gothenburga, to je drugo največje mesto na Švedskem, zelo pomembno pristaniško mesto, tako kot neka Luka Koper, samo da je večji, ampak ga ne bova videla kaj dosti, zato ker greva direkt proti Štokholmu, dobrih 5 ur oziroma slabih 500 km. Ampak koliko je hudo, ker je toplo, 8 stopinj je zunaj, čist je noro. Tropski kraji. Tropski kraj. Wait there, I'm coming. You know, if I'm lucky and I find the bus, I will be there maybe in like 30 minutes. Midva se zdaj prišla direkt v center Štokholma, ker je že bukiral neko sobo. In zdaj ta lastnik sva zvedela, da je vse to skupaj en hostel. In zdaj sva sprašala, kdaj lahko vstopa v to sobo. 30 minutes, a ga gremo midva iskat. We can pick you up with our car. Kam ga boš dol? Kam ga boš dol? Ga bova dala tam vzad, no, ško po dobro. Sploh nimava prostora za tretjega človeka, kle v tem avtu. Drugač ga čakala 1 uro. Tako posedel. Dej, sklenil sem ti. Poglejte, kam se bo usedel, fant. Ne more se usesti. Ta model se nima kam usesti, no, dej nekaj. Čakaj, da bom malo priredil zadnji. Ja, tukaj nekje bi mogel biti ta lastnik. Še ena ulica naprej. Ali upravnik. Lastnik tega zelo glasnega hostla. Hostla. Je to on. Is this you? So, Hi. hi, nice to meet you. Thank you. Čakaj, ejno. Everywhere we've been, everything is closed. Everything is shutting down. Yeah, but anyway, you know, in Sweden it's much better. Here the people are living without wearing a mask and so on. Yeah, I've noticed. Prijazen možakar. Meni da ga že tako hrbet boli, če da. Left? Yeah. To the left, to the left. A to si je rjuhe zdaj domov? Rjuhe. Še z glavnika pa. Tada! Kaj so dobila?
Odhoda, lušten. Krasen. Krasen. Mejhan. Ampak lušten. Lej, za ta denar, lej. Bova videla jutri, se bo odločila, bova še malo podaljšala, ne? Ampak sva rekla, rabva nekaj za prespat in spet so bili vsi fleti, klele, koliko? 150 evrov? 150 evrov so bili najcnej. Ta je bil pa 70, tako da sva rekla, boljš to za 70, kot za 150 pa zjutri ven laufat. Važno, da imamo private room. Zbudila sva se, prva stvar, šla sva malo v center, da nekaj pojeva. V bistvu Štokholm nikoli ni bil na seznamu mojem, da bi ga rad videl, ampak naj je res toliko presenetil, ker je velik, ful se dogaja. V bistvu je prestolnica Skandinavije, ker je večji kot Oslo, Kopenhagen, Helsinki, vse to. Tak zelo prepleten mest, ko sva se vozila, če ne bi imel navigacije, kar v krogih sva se vrtela, pa kje gor pa dol. Je pa tako, da je na 14 otočkih in ima koliko? Več kot 50 mostov. Več kot 50 mostov, ja. Ko si lahko predstavljate, da greš iz enega mosta na drug otok, na drug otok, na drug otok, ko ful zanimiv, zelo je multikulti. Vse je splošno znan, da so Švedi obrali čisto drugo strategijo za COVID, ampak ko si tukaj, je res, kot da bi se vrnil v leto 2019, noben ne nosi maske, trgovine so ob nedeljah popoldan odprte, maske nimajo ne zaposleni v trgovinah, ne v restauracijah. V bistvu je malo čuden, čisto, da si v enem drugem času. Zanimiv. Zanimiv. Thank you. Wafel z nutelo, bolj kot ne belgijska zadeva. Kakšen je? Rož. Tole sem pa mislil, da je Napoleon, pa ni, je pa Johan. Zelo so kolesarsko usmerjeni, ne? Ja, precej kolesarjev, pa tudi veliko skirojev je. Skirojev, ja. Tako kakšna holandska. We love black coffee. Nice. Nice to meet you, by the way. Ja, nice to meet you. Rasmus. Bit. Bit. Ja. Ni ga lepšega kot topla kava zjutraj. Je pa gospod rekel klele na recepciji, da je to zadnji večji mest, da od zdaj naprej bo pa velika ne divjina oziroma sam manjši kraj. Danes bi nujno mogla najti nek Airbnb, zato da opereva vse obleke, pa jutri pa gas. Vozila sva se do 2 zjutraj. Pa sva pa po noč zavila s ceste, ko sva videla en campsite in sva rekla, ni šmen, da nova kle probala spati. Sva pa v bistvu zdajle prvič ugledala to švedsko podeželje, ker po noči je bila noč. Ta zimska scena, tako Kanado me malo spomni. Ful na Kanado spominja. Ja. Pa losa sva videla po noči. Losa sva videla včeraj, Ja. ampak je bilo tako nahitro, da ga nisem mogel posneti. Je pa tak malo bolj prijeten mraz, kakor na Islandiji, ne piha toliko. Nič ne piha, tako da v bistvu je malo hladnej, par stopinj, ampak je bolj znosno. Ful pa ni tako, kot v Sloveniji, ko prideš v Zagradec, pa je takoj na desni ena gostilna. Tule se vozva in nikjer nič. A te ljudje ne jejo, ali kaj? Moje so, evo ga, en človek. Hello. Hello. Speak English? Eat, restaurant, food. Restaurant. To eat. Eat, yeah. No, not No. here. Not Not here. here. Left. 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 Okay. Ok, Okay, thank you. thank you. Ja, bolj malo sem si pomagala s tem. Cela Švedska je izredno urejena, vse imajo tako pošlihtan, ampak ta kraj je pa malo drugačen, ta je pa malo bolj tak razsut, ne? Tako Wild West bi človek lahko rekel. Ampak le bova najdla, jaz povem. Ja. To have breakfast, any restaurant to have breakfast or something. Där, There! på bägge sidor. Aha, Two two. breakfast. Yes. Blå, This one or blå huset där. Café. cafe, ja. Nej, här. Ah, Yeah, here, that's awesome. okay, perfect. 100 meter. 100 meters, thank you very much.
Bye. Kaj je rekel gospod, ne? Prej v kampu sva v bistvu dobila najcenejšo kavo na celem najnem potovanju in to pomeni, da sva dala €1,50 za kavo in sva kar še enkrat, kaj? Ne, 2 kavi. Ja, 3 evre 2 kavi. Take domače šaličke imajo, a bo šarjavo, bež, Bež. ta prava ameriška. Lepo je. Ful je bilo dobro, ker ne znajo angliški in je dal na telefon enega Šveda Anžetu in sta se zmenila, da bi rada nekaj za zajtrk. Potato, and sausage. Ok, great, thank you. Je bilo pa temu Švedu ime Edis. Je bilo, da. Se ne vrabo bolj po angliško. Ja, se. Nekaj tajskega smo iskali, ne? Ja, zelo lepo. Res se nisem mislil, da bo tako dobila. You better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. Koliko enih ibunk je to, da se kaj posname? Pa laptopi, pa kartice prazen, pa Zdaj pont. smo mogla nehati snemati, zato ker je polna kartica in skozi nekaj in prenašati in pol baterija prazna in filati in dedication je. Zato ker se vse skozi vrti okoli tega, da se posname. Skozi se ustavljamo, 100 km narediva v 3 urah, namesto v eni. Tokrat, ko me pa na tem potovanju GoPro rešil, si pa nisem mislil. Ker če hočeš voziti, spremljati navigacijo, pa da se še kaj naužiješ narave zraven, je praktično nemogoče snemati. Da ne omenjam, da se to kruka, pa če bi hotel čez okno snemati, lahko zmrzneš. Temi nastavki, ko pa lahko kupiš GoPro, oziroma ko mi je Telemach dal, je pa noro, ko ga lahko pretrdiš na rob havbe, rob prtlažnika, na glavo si ga lahko daš selfie stick, kam so ga še dala vse. Ne vem, kam so ga dali, se že vse povedal. Pač ni da ni. Že prejšnji GoPro imel ful dobro stabilizacijo, tam pa še izboljšano in lahko take šote narediš, da bi z gimblom delal. Drugače pa bistvena razlika od predhodnika, takoj vidite, da ima ekranček na sprednji strani, kar pomeni, da še lažje skadriraš. A veš, ko par let nazaj smo tako delali, da smo videli. Pa najbolj pogosto vprašanje, ki ga jaz dobim pod vlogi oziroma v DM-ih, katero kamero bi priporočil do 500 evrov in realno bi težko priporočil eno kamero, ki je bolj vsestranska kot ta. Toliko je fleksibilna, toliko je enih variacij, kam jo lahko se naštimaš, lahko neko akcijo posnameš iz toliko različnih kotov, noter že dela timelapse, se pravi, se narabaš s tem zafrkavati v postprodukciji. Da ne omenjam, da imaš opcijo, da sam naštelaš, kdaj ti on začne snemati. Čisto naprimer, če bi hotel ti še spat, naštimaš, da ti 5:30 začne snemati timelapse sončnega vzhoda, medtem ko si ti še lahko topli posteljci. Sam povem. Tukaj so najdela nek bed and breakfast zvečer. Pucne je bilo, ko vse prejšnje, ko so se ustavili. Koliko so dala? 72 evrov zajtrk umre. Da ste videli, kakšen dirkalen WC imamo tukaj. To se usedeš gor, posedeš pa tele kontrolerje v roko, pa poletiš. Pa lahko dipse vmes delaš. A zvidu, kakšen fin prostor imamo tukaj? 180 stopinski s pogledom na bel sneg. Na bel sneg, ja. Skoraj tako kot v Bonenci, vse je tipi topi, leto. Težano, lušten. Ful vrste teh čokopopsov, kosmičev, pahuljic, tudi gluten-free pahuljice imamo. Luštne semenke, lahko ptiče ven futramo, čeprav jih ni, ker je sever ali so, ne vem. Je pa tudi taka zima, da so si nazaj makinli oblekla. Kava smo imela pa tudi vse prštivan, sem sam tole zjutraj pritisnil in že ona dela. Tako da